kako ugotoviti, zakaj tvoja spletna stran ne prinaša novih strank, oziroma drugače povedano, zakaj ne konvertira obiskovalce v stranke. Zdaj, običajno lahko nekako delimo v dva sklopa te možnosti oziroma razloge, zakaj spletna stran ne konvertira. In glede na to, v katero spada tvoja spletna stran, so potem tudi sledijo razlogi oziroma rešitve, ki jih je fajn narediti. In zdaj prvi sklop, zakaj tvoja spletna stran ne prinaša novih strank, je morda ta, da v bistvu nima dovolj obiskovalcev. Zdaj, če nimaš na spletni strani obiskovalcev, potem seveda tudi ne moreš pričakovati veliko strank. Zdaj, kako ugotoviti, koliko je sploh obiskovalcev na tvoji spletni strani, lahko narediš s pomočjo Google Analitike. To je brezplačno Googlovo orodje, ki ga lahko vgradiš v svojo spletno stran in ti tako spremlja samo obiskanost spletne strani in zadaj seveda tudi veliko več podatkov. Če delaš to na novo oziroma če vzpostavljaš spletno analitiko, Google Analitiko, potem seveda je zelo pomembno, da poskrbiš tudi za GDPR vse zakonodaje, da bo vse ok na tvoji spletni strani. In potem, ko imaš v bistvu vgrajeno spletno analitiko, lahko spremljaš, koliko obiskovalcev pride sploh na tvojo spletno stran, koliko se jih vrača, koliko je novih. Zdaj, če je teh zelo malo in si ti želiš veliko strank, potem je razlog tukaj, da nimaš dovolj obiskovalcev in je treba narediti kakšno kampanjo, kakšno akcijo, nekaj, kar bo povečalo obiskanost tvoje spletne strani. In seveda tukaj je treba paziti, da bodo ti obiskovalci tvoje idealne stranke. Ker če ti obiskovalci niso tvoje idealne stranke in ne bodo naredili nakupa, potem seveda tudi sama obiskanost spletne strani nima kaj velikega pomena. Zdaj, drugi razlog, če imaš recimo veliko obiskovalcev dovolj, ampak ugotavljaš, da se ti potem ne konvertirajo oziroma ne prelevijo v same stranke, se ne odločijo za nakup, potem je pa potrebno pogledati, kje na spletni strani je v bistvu težava, da pride do konverzije, da ne pride do konverzije. In zdaj razlogi so seveda lahko zelo različni. Kot je recimo čisto taki enostavni tehnični razlog, mogoče ti tehnično se ne da narediti nakupa, mogoče se ne da prijaviti na tvojo mailing listo, karkoli pač je ta korak, ki ga mora narediti nekdo, da pride do nakupa oziroma da se pretvori v stranko. Tako da je fino, da narediš eno testno ali nakup oziroma akcijo, ki je pač smiselna na tvoji spletni strani, da preveriš, da je tehnično res vse ok. Potem drugi razlog je, da lahko preveriš tudi, ali je spletna stran optimizirana tudi za mobilne in druge naprave, da se lepo prikazuje in odpira na drugih napravah, kot so tablice, mobilne naprave ali pa tudi druge velikosti računalnika, da je spletna stran seveda tudi vse optimizirana, dovolj hitra in vse te zadeve. Potem je zelo pomembno, da je uporabniška izkušnja pozitivna in da lepo vodiš obiskovalca od samega prvega obiska pa do takrat, da opravi nakup. In tukaj je fino, da to sledi v seveda različno število korakov, ampak da ga lepo v bistvu obiskovalce, kot bi ga za roko peljala po svoji spletni strani, potem do nakupa. In potrebno je tudi razumeti, da novi obiskovalci, ko prvič pridejo na tvojo spletno stran, se najbrž ob prvem obisku še ne bodo odločili za nakup. Zato je fino, da poskrbiš tudi za nek mehanizem, ki jih bo obdržal v tvoji bližini, v tvoji skupnosti. Ker če nekdo potem zapusti spletno stran, se verjetno na njo več ne bo vrnil, oziroma verjetnost, da se bo vrnil, se zelo, zelo zmanjša. Kar je pa seveda zelo pomembno tudi je, da imaš ponudbo, ki se ji tvoje idealne stranke ne bodo mogle upreti. In zato je treba tudi pretestirati, pogledati, da je ponudba prava in da je učinkovito predstavljena. Torej, da je predstavljena na način, da bodo tvoje idealne stranke se lahko zelo enostavno informirano odločile, ali je ta ponudba prava za njih oziroma ali ni. In zato k temu pa seveda prispeva sama vsebina, same grafike, sam dizajn, sam potek stranke, način in seveda tudi ponudba, bonusi, cene, klicke akcije in tako naprej. Tako da najprej je torej treba ugotoviti, kje je problem.
Torej, ali sploh nimaš obiskovalcev na strani, ali res stran ne konvertira in potem se lotiti optimizacije. Evo, upam, da ti je tale kratki nasveti pomagajo, da izboljšaš svojo spletno stran. Bom pa tudi zelo, zelo vesela, če se naročiš na moj kanal in pa spodaj pustiš komentar, kakšna je konverzija na tvoji spletni strani oziroma če imaš še kakšno vprašanje. Hvala ti. Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.